Plastika je povsod okoli nas. Najdemo jo v plastičnih vrečkah, v embalaži, v igračah, v avtomobilskih gumah, v oblačilih, v kuhinjskih pripomočkih, v plastenkah, v kozmetičnih izdelkih in mnogo drugih izdelkih. Plastika ni naravna oziroma je sintetična spojina. Večino tipov plastike pridobivamo s predelavo surove nafte. Plastika ni biorazgradljiva, kot na primer kompost, kar pomeni, da ne gnije. Povprečen Evropejec porabi več kot 100 kg plastike na leto in ko jo zavrže, ta plastika velikokrat pristane v morju, kjer so plastični izdelki izpostavljeni toploti, vetru in valovom, ki jih počasi razbijajo na manjše in manjše delce, imenovane mikroplastika. Mikroplastika je velika nekje od 5 mm do 1 mikrometra. Mikroplastika je dodana tudi zobnim pastam, gelom za prhanje in kozmetiki, ki jo odplaknemo v kanalizacijo, a ker čistilne naprave mikroplastike ne morejo filtrirati, tudi to pristane v naših oceanih. Danes več kot 100 milijonov ton plastike plava po oceanih. Zaradi specifičnih morskih tokov je nastal nov kontinent v Pacifiku, podobne velikosti kot Evropa. Mikroplastika, ki plava v oceanih, vsebuje mnogo nevarnih snovi, ki jih morske živali zamenjajo za plankton ter jo pojejo. Vsako leto več kot 100 000 rib, morskih želv in ptic umre zaradi plastike in številke vsako leto rastejo. Živali, ki pa preživijo, mnogokrat končajo na naših krožnikih, kar pomeni, da tudi mi posledično to mikroplastiko zaužijemo. Mikroplastiko pa lahko najdemo tudi v soli, v medu in v mleku. Povprečna odrasla oseba letno zaužije več kot 30 000 delcev mikroplastike. Plastiki so dodane tudi mnoge kemikalije, kot na primer BPA, ki naredi plastenke prozorne, toda škoduje našemu hormonalnemu sistemu, ter DHP, ki naredi plastenke bolj fleksibilne, toda lahko povzroča raka. In kako se znebiti tega problema? Kot posamezniki se moramo potruditi, da uporabljamo čim manj plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Plastične lončke zamenjajmo raje za steklenice za večkratno uporabo. Namesto plastičnih vrečk uporabljamo vrečke iz blaga in predvsem pravilno reciklirajmo ter ne smetimo v naravi. Saj je naš planet edini, ki ga imamo, zato moramo zanj skrbeti, da bomo lahko še naprej na njem uživali mi, naši otroci in prihodnje generacije.